Slovenija 5.0 ni kopiranje nemškega industrija 4.0 iz enega preprostega razloga, kajti slovenski prostor zahteva odgovor tudi na tista vprašanja oziroma na tiste segmente družbe, ki v Nemčiji absolutno dobro funkcionirajo. Govorimo seveda o kadrovskem delu, govorimo o davčnem segmentu, govorimo o internacionalizaciji in nenazadnje o poslovnem okolju. Absolutno ne bi želel nobenih ukrepov posebej izpostaviti, glede na to, da so vsi ukrepi med sabo povezljivi in jih je iz tega razloga potrebno gledati kot celoto. Absolutno pa, če bi že moral pa izbirati, potem bi pa verjetno dal pa poslovnemu okolju, kajti če ni poslovnega okolja, potem je tudi nadaljnji razvoj zelo otežkočen. Če se konkretno pogovarjamo, mislim, da bo treba združiti vse tiste potrebne segmente, da bomo omogočili ne samo razvoj podjetjem, ki že deluje na slovenskem področju, ampak tudi vsem tistim podjetjem, ki vidijo v slovenskem prostoru neko določeno dodano vrednost in da pridejo kot greenfield investicije v Slovenijo. Ja, od predstavnikov vlade pričakujemo, da bodo že pripravili določene odgovore na vprašanja in pa tiste elemente, na katere smo mi v tem dokumentu opozorili. Se pravi, da ne bodo prišli samo povedati, da bodo zadevo proučili, ampak že pričakujemo določene odgovore na zastavljena vprašanja.